Spoštovani vojaki in častniki Slovenske vojske, spoštovani vsi navzoči. Najprej hvala za ta nazoren prikaz vaše dejavnosti v službi domovine. Hvala tudi za vajo, ki ste jo izvedli, za vajo preskok, ki se skoraj izteka. Bila je odrejena v izjemno kratkem času, načrtovana in vmes prilagajena situaciji. Jaz verjamem, da ste na tej vaji spoznali številne naše sodržavljane, ki so vas bili veseli, še posebej v tistih občinah ob naši južni meji. Tudi sam sem dobil vrsto pozitivnih odzivov na vašo dejavnost. Bila je prva vaja Slovenske vojske izven poligonov po dolgem času, tako da je bil spet vzpostavljen ta nujni stik s prebivalstvom, ki je temeljnega pomena za to, da lahko dobro opravljate službo domovini. Opravljate jo zaenkrat v mirnem času in vsi delamo na tem, da bo temu tako tudi ostalo. Zdaj, če malo posežem spominom nazaj, pred natančno 30 leti v teh junijskih dneh smo bili na samem začetku. Takrat smo preštevali tiste redke kose pehotnega orožja, ki so nam ostali po razorožitvi slovenske teritorialne obrambe. Bilo je tega zelo malo in kljub temu, da se je vedelo, da takrat železna zavesa v Evropi poka po šivih, da je po šivih pokala tudi takratna Jugoslavija in da je na volitvah zmagala koalicija Demos, ki je imela v svojem programu osamosvojitev in suvereno Slovenijo. Mi smo imeli v rokah praktično ničesar, s čemer bi takšno odločitev branili. Zdaj, ko je ta odločitev prišla potem na plebiscitu, je bilo že nekoliko bolje, vendar še, če bi tisto razmerje sil merili v kategorijah, s katerimi danes uporabljate, ali pa merite svojo moč, pa moč potencialnega nasprotnika, potem to ne bilo vredno niti početi. Tudi pred 29 leti, tik pred agresijo na Slovenijo, smo ravno v teh dneh, teh junijskih dneh izvedli delno mobilizacijo. Na tisoče vaših vrstnikov takrat, vaših let, je bilo poklicanih pod orožje, ki ga pa še nismo imeli. Vsi smo takrat čakali na tisto znano ladjo z orožjem, ki je prišla z veliko zamudo in vaje so se usposabljale brez tega, vaje so se izvajale brez tega, kar danes držite v rokah, se pravi brez orožja nekaj časa. In lahko si predstavljate moralo tistih, ki so vedeli, da agresija prihaja v rokah, pa niso imeli ničesar. Ko smo se za silo opremili, je pač zasijalo novo sonce. Zdaj, o teh stvareh govorim zaradi tega, ker ste vi naslednik teh obrambnih sil, ki so v tistih junijskih in julijskih dneh pred 29 leti Slovenijo obranile. Brez te obrambe, brez tega poguma slovenskih mož, infantov in tudi mnogih deklet takrat, samostojne Slovenije ne bi bilo, ne bilo Slovenske vojske, ne bilo Slovenije v Evropski uniji, v NATO. Veliko vprašanje je, kaj bi se kasneje dogajalo, ker se tok zgodovine vedno obrne v svojo smer, če se priložnosti, na katere naletiš, ne izkoristijo. V zgodovini našega naroda je veliko takih neizkoriščenih priložnosti in sem vesel, da smo se pred 30 leti odločili drugače, bolje in da smo bili to odločitev tudi sposobni obraniti. Tako da nikoli ne pozabite, kaj je vaša tradicija. Nikoli ne pozabite, da je Slovenska vojska praktično nastala iz nič, iz manevrske strukture narodne zaščite, iz enot teritorialne obrambe, ki so bile najprej razorožene, vendar iz slovenskih mož in infantov, ki so imeli vojaško znanje, ki so ga dobivali tudi v enotah bivše armade, ki se je kasneje izkazala za agresorsko in ki je v pravem trenutku bilo nadkrito z
pravim odzivom na klic domovine. Jaz verjamem, da v teh časih je sicer mirni, ampak vsekakor bistveno bolj polni izzivov, kot smo si to še zamišljali pred leti ali pa celo pred nekaj leti. Govorjenje o teh časih pač zgleda kot obujanje nekih starih spominov, ampak zavedajte se, da so naloge v službi domovini praktično vedno enake. In da je vam pravzaprav zaupana tista najtežja naloga, to pa je, da če je domovina ogrožena, da se jo brani tudi z orožjem in z lastnimi življenji. Z tega vidika verjamem, da vam je včasih težko, ko pač v delu slovenske javnosti ali pa odmevov tako imenovane javnosti vidite, da se vaša dejanja presojajo drugače kot dejanja koga drugega, da se bolj blagohotno obravnava ravnanje nekega črnosrajčnika na protestih v Ljubljani, ki napade policijo, je ob tem zamaskiran in je to kao del nove normalnosti. Če pa vojak Slovenske vojske ob opravljanju svoje službe uperi na nekoga, ki je sumljiv na prvi pogled orožje, pa to škandal brez primere in nekateri se to razglašajo celo za mednarodni škandal na naših tleh. Se pravi, kot pravi star svetopisemski rek, precejajo komarje, velblode pa ne vidijo, ki hodijo mimo. Morate pa vedeti, da je to neka virtualna realnost, ki se ustvarja pravzaprav iz nekih političnih nagibov, za katere pa, ko gre za obrambo domovine in sploh za vprašanje statusa Slovenske vojske, ne bi smeli obstajati. Ko gre za vprašanje obrambe domovine, ko gre za vprašanje obrambnih sil, Slovenska vojska je ključen del obrambnih sil, to je ustavna kategorija, ki je od vseh, ki je skupna vsem, tako kot zastava, ki jo nosite na levem ramenu, ali grb slovenske države, ali vsi drugi simboli, ki so skupni. Slovenska vojska je zaradi tega dejanja pred 29 leti v očeh velikanskega dela slovenske javnosti pravzaprav v takšnem delu slovenske javnosti, ki je tudi glasoval, kot je tudi glasovala na plebiscitu za samostojno Slovenijo, imela pozitiven odraz. Spomnim se javnomnenjskih raziskav, tam še pred 25 leti Slovenska vojska, institucija slovenske države, vredna daleč največjega zaupanja in kljub temu, kar se je dogajalo v kasnejših letih, pa desetletjih, ko se je skušalo, če ne drugače, z umanjkanjem finančnih sredstev Slovensko vojsko zreducirati na nekaj, kar ni ustavna kategorija. Tudi v tem času je podpora javnosti obstala. Jaz upam oziroma verjamem tudi po odzivih, ki se jih sam dobil, da ste do podobnega prepričanja prišli tudi v zadnjih tednih, ko ste izvajali vajo Preskok, ko ste bili izven vojašnic in vojaških poligonov in ko ste videli, kako še posebej tisti, ki se ob južni meji čutijo ogroženi zaradi ilegalnih migracij, gledajo na vas kot na zaščitnike, kot na tiste, ki ste poklicani za to, da jih zavarujete, če je to potrebno. Kot rečeno pa že prej, veliko tega, kar bi moralo biti v zadnjih tednih oziroma v zadnjih letih, pa tudi desetletjih, in kar je umanjkalo, je potrebno nadoknaditi. Slovenska vojska po doktrini, po konceptih, po ustavi, po zakonodaji bi pač morala biti večja, močnejša od tega, kar trenutno ste. Verjamem pa, da tisti, ki ste kljub nizkemu številu, svoje naloge opravljate predano srcem v službi domovine in da se veliko ostalega manjka, da nadoknaditi s tem. Ne da se pa nadoknaditi vsega. Zato je
Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo za obrambo v tem kratkem času tega mandata pripravilo rešitve, tako zato, da se deloma uredi in dopolni vaš status, delali bomo na tem, da se izboljša tudi vaš plačni položaj in seveda, da se zagotovi dolgoročno, vsaj tudi srednjeročno, dodatna sredstva za nujno opremo, ki jo potrebujete. Slovenija vas pošilja tudi v tvegane mednarodne misije in dolžnost države je, da vam za takšne naloge zagotovi opremo, ki bo varovala vaše življenje in omogočala, da bodo te naloge dobro opravljene. Vsem tistim, ki ste tukaj in ste bliže na teh misijah, se zahvaljujem za vaš prispevek, odzivi kolegov po Evropi in drugot v okviru Zveze NATO, s katerimi komuniciram, so pozitivni. Veliko pohvale je bilo tudi na nekatere aktivnosti, ki ste jih izvedli v času epidemije, ko smo skrbeli za naše pripadnike, ki so boleli, pa hkrati tudi za druge, ko smo prvi reagirali ob izbruhu epidemije med mednarodnimi silami v Bosni in ko ste tudi na različnih dolžnostih pomagali civilni zaščiti in prebivalstvu v času, ko smo spoznavali, da smo lahko poleg od klasičnih groženj neposredno ogroženi tudi od epidemije in se je dogajalo nekaj, kar je bilo v veliki meri nepredstavljivo. Zahvala tudi načelniku, poveljniku sil in ostalim odgovornim, ki so poskrbeli za to, da je bilo okužb zelo malo, da, kot smo slišali prej v predstavitvi, pravzaprav ni prišlo do niti enega izbruha na delu med opravljanjem vaše dolžnosti in da so se vse tiste, ki so bile od zunaj prinešene, omejile v realnem času. Torej, hvala še enkrat, se opravičujem, ker ne bom mogel biti z vami na zaključku vaje v petek, tako kot smo sprva načrtovali. Takrat je tudi videokonferenca Evropskega sveta in so pač stvari, ki so neodložljive. Torej, ob zaključku vaja še enkrat čestitke, zahvalo v imenu tistih državljank in državljanov, ki so bili veseli vaše prisotnosti na južni meji. Ostanite še naprej predani službi domovine. Hvala lepa.